Tokrat v občinskem informatorju Pokrajinski muzej Maribor v letošnjem mesecu mode povezuje oblačila in glasbo. Osrednja slovesnost ob 80-letnici osvoboditve na Ptuju, spomin, hvaležnost in opomin. Večgeneracijski disko v rošnji povezal ljudi. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v Majšperku. Prav tako v Majšperku otroška varnostna olimpijada. Florjanova nedelja in predaja novega gasilskega vozila na Ptujski gori. V Rušah so se ognjeni zublji vili daleč naokoli, šlo je za vajo. Lepo pozdravljeni. Pokrajinski muzej Maribor pripravlja ta mesec program Mesec mode v muzeju, v katerem izpostavlja zbirko oblačilne kulture, ki sodi med najpomembnejše zbirke Pokrajinskega muzeja Maribor. Sam koncept razstave, ki jo bodo odprli 15. maja in ki je srčika projekta Mesec mode v muzeju, je nastavljen tako, da v Pokrajinskem muzeju Maribor začnejo z baročno modo. Naša viteška dvorana je posuta z celopostavnimi upodobitvami mode iz 17. stoletja, ki prezentira to špansko modo, zelo zanimivo, z temi poškrobljenimi ovratniki, raznimi togimi oblekami, večinoma temnih barv, ki se zrcalijo na teh podobah. In potem nadaljujemo z sinergijo glasbe in mode v 19. stoletju, v našem že občasni razstavi meščanstva. Bojo narejene ene take luštne intervencije. Tudi tam, kjer imajo odlitek roke Franca Lista, slavnega skladatelja, ki je v 19. stoletju imel koncert v Viteški dvorani. Tako da nekaj spregovorimo o tem fenomenu listomanije, o profesionalnih glasbenikih, ki so že v 19. stoletju bili modne ikone in tudi nasplošno ikone. Pomembni so tudi klavirji, pravzaprav dame za klavirjem. Pokazali bodo njihove poslikave. Kajti klavir je bil osrednji inštrument v življenju dame. Je tudi samo igranje klavirja, ta veščina je prinašala večje ženitvene možnosti na tržišču. Nato pa bodo imeli še del razstave, ki je posvečen 20. stoletju z metalom, punkom, hip-hopom, rock'n'rollom. Na samem odprtju razstave bodo imeli goste in sogovornike. Pridružila se nam bo Anja Medle in pa Kaja Hrovat za znamko JKH Identity. In pa še nekaj glasbenikov, z nami bo Maja Pihler-Bilbi, Sixpack Čukur, Omar Naber, o katerem se bomo pogovarjali o Euroviziji. Kot vemo, je tam sploh ta povezava med modo in glasom izrednega pomena. In pa povabili smo še Marka Soršaka Sokija, ki bo v te namene posodil tudi ene bobne na razstavi, tako da z njim bomo posodobili o tem metalskem žanru in njegovi poti. V nedeljo 18. maja ob 11. uri bodo ob portretih plemičev zaigrali dijaki Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. V torek ob 12. uri dopoldne pa imamo en dialog med glasbo in modo 19. stoletja. V goste smo povabili muzikologa dr. Marka Motnika, ki bo spregovoril o ženskih glasbenicah v 19. stoletju in o ženskih skladateljicah. Program pa bodo popestrili seveda tudi dijaki konzervatorija z samospevi Klare Schumann, z takimi salonskimi skladatelji, kot so Chopin, Brahms in pa tudi Franz Liszt. 22. maja bodo imeli modno revijo mladih, na kateri se bodo predstavili dijaki in študenti. Mesec mode v muzeju pa se bo zaključil 29. maja ob 20. uri z veliko modno revijo. 6 izbranih modnih oblikovalcev slovenskih, uveljavljenih, ki oblikujejo performativna oblačila za naše slovenske glasbenice in glasbenike. To so Emona, Anja Medle, Timotej Bistan, Miri Cota, Urša Drofenik in Patricia Paj. Modno revijo bodo popestrile glasbene gostje Nuša Derenda, Bilbi, Urška Edina, Ani Frece in Ema Flora Lotrič. Večer se bo zaključil z zabavo v stilu 80. let 20. stoletja. Na gradu Borl je ob 80-letnici osvoboditve ptujskega območja potekala osrednja slovesnost, ki jo je pripravilo Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj. Dogodek, posvečen spominu na padle v drugi svetovni vojni in zahvala za svobodo, ki jo uživamo danes, je poudarila tudi pomen ohranjanja zgodovinskega spomina.
Slovesnosti so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, kulturnih institucij ter tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Na gradu Borl je potekala osrednja slovesnost ob 80-letnici osvoboditve ptujskega območja, ki jo organiziralo Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj. Na gradu Borl že kar nekaj let zdaj obeležujemo dan zmage, predvsem v spomin tistih žrtev, ki so bili v času druge svetovne vojne. Tukaj na tem območju 133 je bilo padlih. To lahko tudi preberemo v knjigi magistra Prašničkega, ki je konkretno v naši občini tudi o tem pisal. Zveza Združenj borcev iz Ptuja, katere predsednica je gospa Bezeljakova Branka, je nekako letos zrežirala to proslavo. Dogodek je bil posvečen spominu na padle v drugi svetovni vojni in izrazu hvaležnosti za svobodo, ki jo danes živimo v samostojni Sloveniji. V prvi vrsti je potrebno izpostaviti, da so bile posledice druge svetovne vojne vseobsegajoče in da še danes pravzaprav čutimo oziroma se soočamo številnimi od njih. Se soočamo številnimi posledicami te morije. Druga svetovna vojna kot taka je rezultirala določene geopolitične spremembe. Tedaj se je vzpostavil pravzaprav nov svetovni red, ki pa je danes zelo na tnalu. Grad Borl ima pomembno zgodovinsko vlogo, saj je bil v času okupacije predhodno zbirno taborišče in zapor za politične zapornike. Med njimi so bili tudi umetniki in umetnice, ki jih je okupator med prvimi prepoznal kot nosilce narodne identitete. V spomin vseh, ki so tukaj preživeli, bom rekla tisti del, ker je to bilo koncentracijsko taborišče v drugi svetovni vojni, in vseh žrtev, ki so se v tem času dogajale, v spomin in v hvaležnost, da lahko danes govorimo slovensko, da smo svobodni v naši lepi domovini in da se trudimo in izražamo hvaležnost v spomin tudi na vse te padle žrtve. Dogodka se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je s svojo prisotnostjo izrazila podporo ohranjanju zgodovinskega spomina in poudarila vlogo kulture kot povezovalnega tkiva naroda v času preizkušenj. In Borl danes mora ostati to mesto spomina. In sodobno dogajanje, ki je tukaj, razstave, ta, ki je v naravi in te, ki še bodo, pravzaprav nekako povezujejo to tragično zgodovino tudi s tisto lepšo zgodovino Borla, ki je prišla pozneje. Slovesnost je potekala ob spominski plošči, na katero sta županja občine Cirkulane, Antonija Žumbar in ministrica obesili spominski venec. Rošnja se je pred dnevi za nekaj ur spremenila v pravo disko pravljico, kjer so se v ritmih preteklosti povezovali ljudje vseh starosti. Potem, ko so večgeneracijski disko poskusno izvedli v Mariboru, se je tokrat odvil v Rošnji. Popularna zadeva. Uporabniki naši zahtevajo skoraj vsak mesec, da bi to moglo biti. Tako da trikrat smo bili v Mariboru, zdaj pa smo šli prvič tako na vas, na deželo. In bomo to kar redno počeli, ker to je prostor druženja, vračanja v preteklost, v spomine ljudi. Po drugi strani pa tudi mlajši pridejo in tudi vidijo nekaj novega. Gre za medgeneracijsko sodelovanje, izmenjavo izkušenj in vrednot na nekoliko drugačen način. Tale naš disko klub ima glasbo, ki smo jo poslušali mi, ko smo bili mladi. Tudi način plesa je povsem drugačen. Potem ta glasba z plošč, ki je še originalna, zdaj če tudi je kakšen komad je predelano. Tako da to je, kar se mi zdi, veliko odkritje za mlade. Predvsem mladi so navdušeni, ko vidijo, kako je disko izgledal 40 let nazaj. Na splošno želimo povezati generacije med sabo na vseh področjih, ker je ogromno znanj, modrosti, izkušenj pri starejših ljudeh, ki pač nekega dne na žalost odidejo z njimi in je škoda. In želimo, da bi se to predajalo. Ob zvokih disko uspešnic se je plesišče hitro napolnilo. Posebno noto je dogodku dodala plesna skupina Mige Citoti DCA, ki je s svojim nastopom in skupinskim plesom pritegnila mnoge. Glasba, ples,
pa da spet malo grem v disko, ker nisem že 13 let ne bil. Super, zelo so zadovoljni, presenetilo jih je, da med tednom gremo tudi na eno tako aktivnost, zelo radi plešejo, tako da super izkušnja. Želijo si, da bi mladi videli čarobnost brez tehnologij. Da se spoprijateljijo, da se družijo, in ker danes ljudje živijo čisto drugače, kot so živeli pred moje mladosti. Takrat smo hodili na veselice, takrat smo se družili, znali smo se tudi pozdraviti na ulici. Danes ljudje samo gledajo v računalnik, v telefon. Ples človeku veliko da. Ljubiteljsko se ukvarjamo z plesom, to je medgeneracijska skupina, kjer je predvsem starejše plesalke, pa enega plesalca imamo, se pravi, se dobivamo dve skupini, dobivamo se enkrat na teden in poplesavamo v bistvu vse ritme od salse, sambe, bačate, dunajskega, rumbe, v bistvu vse te plese, zanimive plese, ker vemo, ples je zdravilo za celo telo, razgibajo se ti možgani, prisilijo te, da razmišljaš in pozabiš na vse bolečine. Vsi so prispevali k izjemnemu vzdušju, ki je v Rošnji pustilo močan pečat. V Majšperku pa se je odvil nepozaben večer, ko so otroški glasovi s slovenskimi pesmimi napolnili prostor z iskrivo energijo. Jaz bi kot včas, pravi nekce modro nebo, jaz bi nekaj z dušo. V kulturni dvorani Kulturno-poslovnega centra Majšperk se je odvil prisrčen in čustven dogodek. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na odru so nastopili učenci osnovne šole Majšperk, ki so s petjem slovenskih pesmi ogreli srca obiskovalcev in poskrbeli za večer, poln domoljubja, ponosa in veselja. Dogodek sta pripravila Radio Tednik Ptuj in občina Majšperk v sodelovanju z šolo. Obiskovalci pa so z navdušenjem nagradili trud otrok in organizatorjev. Večer je znova dokazal, da pesem združuje, še posebej, ko iz srca zapojejo najmlajši. Že tradicionalna varnostna olimpijada pa je namenjena preverjanju znanja otrok. Obiskali smo jih v Majšperku. Že 17. leto zapored je Policijska uprava Maribor izvedla varnostno olimpijado. V ta projekt so vključene vse osnovne šole na območju Policijske uprave Maribor, tokrat so sodelovale šole iz policijskih postaj Podlehnik, Korišnica in Ormož. V ta projekt so vključene vse osnovne šole na območju naše uprave. Namen pa je, da otroci spoznajo službe, ki skrbijo za varnost v ožjem in širšem pomenu, se pravi, v to so vključena predvsem policija kot nosilec, povabljene so pa tudi druge službe, kot so nujna medicinska pomoč, se pravi reševalci, gasilci, vojska, potem je tukaj tudi še civilna zaščita. Otrokom želijo približati poklice. Učence smo poprašali, kaj že vedo o prometu. Da moramo upoštevati prometna pravila, pa koga moramo poklicati v nevarnosti. Se ti zdi, da si varna, ko prideš takole na cesto? Ne. Zakaj ne? Zato, ker me lahko kaj povoze. Tako da upoštevamo predvsem za predpise, pa upoštevamo vsa pravila. Kako pa prečkaš recimo cesto? Ja, po prehodu za pešce, če pa oddaljen več kot 100 metrov, pa kar prek ceste, če je varno. Otroci se še raje učijo, kadar je znanje prepleteno z igro. Zato so to vrstne aktivnosti izjemno učinkovite. Za zabavo, za druženje in da se lahko zabavamo z drugimi in se spoznavamo. Zelo veseli, ker smo zmagali, pa precej sem dobro metala. Vlaganje v znanje otrok pa tudi infrastrukturo je po besedah župana Majšperka izrednega pomena.
Vse, kar pravzaprav počnemo na področju varnosti v cestnem prometu, je bolj ali manj povezano v prvi vrsti z varnostjo tistih najšibkejših. To so običajno in najmlajši in pravzaprav tisti brez motornih vozil, tako ali drugače, torej pešci in seveda jasno tudi vsi ostali prebivalci. Ena večjih investicij, ki je bila izvedena, je pločnik skozi naselje Stoperce. Tudi v osnovni šoli Majšperk veliko vlagajo v zaveščanje prometa. Tokrat se je zbralo 15 osnovnih šol. Ena izmed njih je bila iz Hrvaške. Mi res veliko vlagamo v sam promet, torej od kolesarskih izpitov do vsakoletnega obiska policistov nekajkrat, kjer pokažejo varno šolsko pot, da je v lokalni skupnosti dobro poskrbljeno za varnost s kolesarskimi potmi in pločniki. Menim, da so naši otroci zelo varni v prometu. Otroci so sodelovali v 4 zabavnih disciplinah. Prva igra, ravno kar poteka, gre za igro Človek ne jezi se. V nadaljevanju imajo spretnostno vožnjo z kolesom, sestavljajo tudi logotipe naših služb in na koncu je tudi gasilska vaja. Dogodek se je zaključil z veliko dobre volje in zavedanjem, da je mogoče skozi zabavo posredovati pomembna življenjska znanja. Na Ptujski gori so ob Florjanovi nedelji gasilci slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo. Praznovanje, ki so ga začeli s sveto mašo, je bilo posvečeno zavetniku gasilcev svetem Florjanu. Na Ptujski gori so ob Florjanovi nedelji, ki jo gasilci tradicionalno praznujejo kot poklon svojemu zavetniku svetemu Florjanu, pripravili slovesno mašo in bogat gasilski dogodek. Ja, seveda, mi delujemo po investicijskem planu, nabavljamo vozila plansko in tukaj je največji delež, ki prispeva, je občina Majšperk iz proračunskih sredstev. Mi, gasilci, dodajamo svoj delež in seveda tukaj ne gre brez nepogrešljivih krajanov, občanov, donatorjev, ki nam z svojimi prostovoljnimi zneski prispevajo tisti drugi del oziroma zapolnijo delež vozila, ki je investicijsko za nas kar veliko. Novo vozilo pomembno dopolnjuje vozni park domačega društva in izboljšuje operativno pripravljenost enote, ki pokriva zahtevno in razgibano območje. Ja, za nami vidimo novo vozilo Ford Transit Custom z opremo Trail. Samo vozilo je na podvozju 4x4. Opremljena je po tipizaciji GDS-a. Namenjena je predvsem za prevoz moštva, kakor tudi za kakšne hitre intervencije, kot so poziv AED, ko imajo naši občani oziroma krajani, kličejo 112 in potem reševalci naš aktivirajo, da smo hitreje na kraju nesreče, ker pač smo vseeno bližje. Stvar je tudi namenjeno za prevoz mladine, prevoz na sama tekmovanja in pa sama logistična zadeva. Soglasno so gasilci izbrali skrbnika novega vozila. Poglejte, to je pač neki taki cilj, življenjski cilj. Že gasilec sem bil od 6. leta naprej, tako da mi je to dano. Tako da kot skrbnik vozila pa bom skrbel vestno, tako kot je prišlo, tako bo odšlo tudi od nas, tako kot nekdanje naše vozilo. Tako da, ja. Ob praznovanju Florjanove nedelje je na Ptujski gori potekala slovesnost baziliki Marije Zavetnice, kjer so se gasilci zbrali v počastitev svojega zavetnika svetega Florjana. Malo o Božji besedi, pa malo o tem, da je danes nedelja Jezusa dobrega pastirja. In to sem malo naredil povezave tudi z svetim Florjanom. Izpostavil sem to, da je bil sveti Florjan rimski vojak. In da je bilo lepo vse po redu in tako naprej. In da tudi te uniforme spominjajo na to vojaško. In da bi bili vsi tako kot tudi sveti Florjan, zavzet, načelen. In on je tudi zaradi te načelnosti dejansko dal svoje življenje, ker je mučeniške smrti umrl. Se pravi, ta načelnost sem bolj izpostavil, predvsem pa to veselost, da pač smo v službi ljudem. A letos je praznovanje potekalo še posebej slavnostno, saj je prostovoljno gasilsko društvo Ptujska gora uradno prevzelo novo gasilsko vozilo GVM-1. Sveti Florjan je naš zavetnik gasilcev in ponosen sem, da lahko tudi v okviru Gasilske zveze Majšperk, tako kot občina Majšperk, praznujemo tudi dan našega zavetnika tukaj na Ptujski gori, v naši baziliki, najbolj poznani cerkvi tudi tukaj v občini Majšperk in širše po Sloveniji. Tako da danes se nas je udeležilo kar 108 gasilcev te slovesnosti, hkrati pa ima slovesnost še dodatno noto, saj je gasilsko društvo Ptujska gora prevzelo tudi novo vozilo. Podžupan občine
občine Majšperk je pohvalil prizadevanja gasilcev in izpostavil pomen sodelovanja pri izpolnjevanju skupnih ciljev. Ta dogodek je en skupek vseh naših prizadevanj, da res požarno varstvo uredimo tako, kot smo si zamislili že od ustanovitve lokalne skupnosti. Večina imamo srečo to, da so vsi naši prejšnji županja, ki je bila, in sedanji župan, da strmijo k temu. Da ti investicijski plani, ki jih imamo sprejeti sedaj do leta 27-28, da nekako strmimo k temu, da res tisto, kar se potrebuje, da se tudi uresniči. Z novim vozilom GVM1 bo Ptujska Gora še bolj pripravljena na izzive, ki jih prinaša gasilsko delo na tem območju. V Rušah so se v petek vili ognjeni zublji visoko v nebo. A brez skrbi šlo je zgolj za vajo. Na območju nekdanje tovarne dušika Ruše je potekala obsežna gasilska vaja, s katero so zaključili tedensko usposabljanje gostujočih gasilcev iz Makedonije. Izmenjava znanja in izkušenj med slovenskimi in makedonskimi gasilci se tako z leti krepi in poglablja. V Rušah je v petek potekala obsežna gasilska vaja na območju nekdanje tovarne dušika Ruše, s katero se je zaključilo tedensko usposabljanje za gostujoče gasilce iz Makedonije. Vaja je predstavljala zadnji del izobraževalnega programa, ki ga je drugo leto zapored organiziralo prostovoljno gasilsko društvo Ruše. To je že drugi tako dober zaključen projekt, kajti pri njih nimajo dobenih izobraževanj oziroma nimajo dobenih gasilskih šol, tako smo s prijatelji se odločili, da jim pomagamo in jim organiziramo določene spoznavanje gasilskih veščin in tehnike. Tako so zdaj cel teden preživeli z nami na različnih vajah, različnih usposabljanjih in tako delamo že drugo sezono za njih. Gasilci iz kraja Makedoniji so se v Sloveniji mudili ves teden in se v okviru programa seznanili z različnimi področji gasilskega dela. Celotno zadevo, ki jo pokrivamo z gasilci, ponedeljek smo začeli z nevarnimi snovmi, spoznavanje posredovanja pri nevarnih snoveh. Bili so na nujni medicinski pomoči v Mariboru, kjer so spoznavali hiter iznos oziroma oskrba ponesrečenca pri prometnih nesrečah. Popoldan smo bili na Dravi, kjer smo jim pokazali reševanje na in iz vode. V torek smo jih usposabljali za delo z izoliranimi dihalnimi aparati, za delo na višini na strehah. V sredo smo jim privoščili malenkostni oddih, smo jih peljali na ogled gasilske šole v Ljubljano, ogled proizvajalca gasilskih vozil Euro GV v Ilirski Bistrici, ter preizkusili smo se na preventivnem vozilu Gasilske zveze Slovenije. Druženje in sodelovanje med prostovoljnimi društvi iz Slovenije in Makedonije se je letos še okrepilo. Povezave pa ostajajo trdne tudi v prihodnje. Zato što smo mi tu nedelju dana već, radimo različne vježbe i svakog dana imamo različite teme, ali sve to povezano sa gasilstvo. Tako da vi tu gasilstvi iz Slovenije imate različne taktike, različne metode gašenja. Tako da naš cilj je da to razmenimo, da vidimo šta je bolje, da malo to naučimo, da spremimo, pa da se vratimo nazad u Makedoniji, da malo to podelimo sa našim momkama tamo. Gostje iz Makedonije bodo z obiska v Sloveniji odnesli dragoceno znanje in izkušnje, ki jih bodo lahko prenesli v svojo lokalno prakso. Hkrati pa so bolje spoznali tudi način dela, organizacijo in opremljenost slovenskih gasilskih enot. Toliko za nocoj o občinskem informatorju. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Topologija narave in svetlobe, odprtje razstave slikarskih del ter literarni večer v kreativnem centru na Bregu v torek 13. maja ob 18. uri. Sveže novice pa najdete na lokalec.si in amberreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.